Živijo vsem skupaj. Evo, vsako sredo bomo odgovorili na eno vprašanje iz našega predavanja Najstniki 11.0. S tem želimo vsem, ki sledite temu kanalu, dati nekaj za live, predvsem tukaj za odrasle. Tako da gremo kar na vprašanje. In sicer, kako otroka pripraviti, da bo sam začel z domačim delom, ko pride domov. Zdaj, preden odgovorim točno na vaše vprašanje, se je potrebno zavedati, da so otroci ogledalo družbe. In sicer ljudi, ki so okrog njih, v tem primeru največkrat staršev, boste tudi videli, ob četrtkih objavljamo feedback, se pravi, kako so starši ocenili delavnico, in eden od teh je tudi bil, da se je gospa res dojela, da so otroci ogledalo njen moža. Se pravi, to je najbolj pomembno, da se tega zavedamo, da otroci nas vse opazujejo in delajo, kar mi delamo. In če mi se dosledno držimo dogovorov ali pa stvari, ki rečemo, da jih bomo naredili, pa ne prevzamemo odgovornosti, pa se opravičimo, bodo oni počeli isto. In če mi lahko tudi oni. Če pa grem bolj konkretno, torej za najstnike je najbolj preprost, optimalen in odgovoren način za se soočati s tem izzivom v vprašanju, da napišete pogodbo. In sicer, kaj naredite? Povejte mu, da so neke stvari, ki jih je treba narediti, verjetno si on nekaj želi, nekaj želi dobiti ali pa imeti, in rečete, ok, kaj si pripravljen za to narediti. In prosim, napišite v obliki pogodbe. Se pravi, želim si bla, 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 in zato sem pripravljen narediti to. In če se ne držim tega ali pa karkoli od tega ne naredim za vsako postavko, ki jo napiše, naj napiše tudi, kaj je ukrep, ki bo sledil temu. Se pravi, s tem njega vključite v pogodbo, v pogovor, mu date možnost odločanja, hkrati ste dosegli nek dogovor, malo ste tudi, se pravi, barantali oziroma domače se pogajali, ker ko vam on prenese, kar je napisal, vi poglejte, kaj je napisano, če se z vsem strinjate, super, če se s čim ne, popravite, in potem je pomembno, da se podpišete vsi, on in oba starša. Ali pa en starš, odvisno kakšno imate pač družinsko okolje. Kakorkoli, pomembno je podpis odrasle osebe in otroka in potem se tega držimo in dosledno izvajamo, ne nikoli prekoračiti tega v smislu, si danes je pa ok, da ne. Se pravi, zakaj je to pomembno? Ker ga s tem učite več stvari. Sicer prva je, da ima možnost odločanja in se ne zgodi proces mimo ali brez njega. Drugič, ga učite odgovornosti in spoštovanja njegove besede, podpisa in pogodbe, ker vse v življenju v bistvu ljudje operiramo znotraj dogovorov, nekih pogodb, in ali so te pisne ali pa ustne. Tretjič, da to niso neki mukotrpni procesi, ampak so lahko kreativni in zabavni. In tudi vi se tako tega lotite. Zabavite se ob tem, bodite kreativni, bodite pa dosledni. In ne nikoli tolerirati nič drugega ali pa reči, ok, če danes ni te posledice ukrepa, ker prvič, ko to naredite, ste izgubili spoštovanje otroka do vas in vaše besede. In če vam ni treba, tudi njemu ni treba. Se pravi, to je lahko trening za celo družino. Zdaj, jaz sem tudi imel tak primer iz prakse, pred leti sem delal 1-na-1 mentorstvo in je fant rekel, jaz bi rad 2 uri več igral igric na teden. Sem rekel, ok, kaj si za to pripravljen narediti? Napiš pogodbo, kaj si pripravljen narediti, kakšen ukrep si daš, če se česa ne držiš. In itak oni si dajo ful bolj večje ukrepe, kot bi jih vi dali. Oni si dajo res močnejše, take nam nepredstavljive. In on si dal za en ukrep, mislim, da če se ne vede lepo do mami, za 1 mesec ne sme igrati računalnik. In potem on je to naredil, je nesel mami je sprejela, so dal na hladilnik in so se tega držali. In kaj se je s tem naredilo? Prvič, zmanjšalo se je kreganje doma, drugič, on je takoj vedel, ko ga nekaj ni naredil v skladu s tem, ker je napisal, da ni naredil, in ko se je stvar uresničil, ukrep, je pač to sprejel in je bila jeza pri njemu manjša in se je s tem naučil odgovornosti. In to je najbolj preprosto. Zdaj, če pa tega še vedno noče uveljavljati, pa lahko dopišete, če se ne bo držal pogodbe, se vzame telefon, se vzame računalnik, se vzame nekaj. To je pa to, da on ve vnaprej, kaj sledi, če se ne drži. Isto kot v službi. Če se ne držite pogodbe, do neke mere dobivate opozorila, ko pa se jo več ne držite v več točkah, pa zgubite službo in tam ni pogajanja.
In to je nekje najbolj optimalen način za mene, kako lahko otroka naučimo odgovornosti, da bo delal stvari, in hkrati bi pa tle še dodal to, da pogledajte v to, da to ustvarjate skupaj v skladu s tem tudi, kdaj si on želi. Ni nujno vse treba takoj, kaj šole naredi, ni treba ali pa vse zvečer. Naj se pač pogleda, kdaj je najbolj optimalno za njega, da se uči, to probajte skupaj z njim odkriti, se pravi, kdaj je najbolj efektiven, in potem okrog tega, se pravi, so še treningi mogoče, pa okrog tega pol te domače obveznosti narediti. Seveda, če ste pa zmenjeni, da skuha kosilo, pa ko pride iz šole, če naj skuha kosilo za vso družino, in posledica tega je, da se uresniči pač stvari z te pogodbe. Evo, toliko o tem vprašanju, se vidimo naslednji teden. Čau, čau.